izhodišče v našem nekako načrtovanju dela je bilo nekako v tej smeri. Spraševali smo se, kaj pravzaprav vemo o Trubarju na Slovenskem. Jaz nimam pripravljenega kviza, da bi kakšen kviz naredili v tej priložnosti, ampak nekako gre tako. Za Trubarja vemo, da je utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika, avtor prve slovenskih knjig, potem tudi nekako začetnik šolstva splošnega, ali vsaj imel te zelo jasne ideje, ga pač poznamo kot verskega reformatorja, kot voditelja slovenskih protestantov v 16. stoletju. Torej, vemo, kaj je delal. Tu ni kaj veliko nekako vprašanj glede tega. Vkolikor pa poznamo, in v glavnem verjetno poznamo, okoliščine, ki so bile v njegovem času, kako težko je bilo pravzaprav ustvariti, kar je ustvarjal, je seveda moralo biti nekaj, da je imel zelo močan motiv, da ga je motiviralo pri njegovem delu. In zato smo se nekako zastavili, da bi bilo prav, da se nekako tudi danes ali današnja generacija vpraša, kaj je pravzaprav Trubarja motiviralo pri njegovem delu, kaj ga je gnalo, da je šel naprej preko vseh tistih ovir, ki so mu bile postavljene pač pri njegovem delovanju in da ni obupal tudi takrat, ko je bil v nikdar domu. In da seveda ne bi skušali mi zdaj po 500 letih nekako govoriti za Trubarja, kaj je bil njegov motiv, bi bilo nekako krivično, nepošteno in nekako zelo naivno. Smo se rekli, da je pač najboljše oziroma najbolj neposreden odgovor na to, kaj je Trubarja motiviralo, dobimo pravzaprav iz njegovih samih del. Tako da ga beremo. Zdaj pa seveda se postavi vprašanje, kdo sploh bere danes Trubarja. Oziroma, kdo ga lahko bere. Vemo, peščica pač jezikoslovcev, strokovnjakov, ki se s tem ukvarja. Povprečen Slovenec pač je danes preveč len, da bi se pač matral s tem, da bi bral Trubarja v pač njegovem izvirnem jeziku. Pač to se moramo priznati. Ker danes, ko je toliko pač medijev in toliko vsega tiskanja, smo postali zelo leni in pač beremo pač bolj nekako z manj truda, kot bi mogoče to pričakovali. In že Trubar pač v svojem prvem delu, torej v katekizmu, ki bo danes predstavljen, v prvem stavku nekako da vedeti, kaj je bil pravzaprav njegov motiv delovanja. Mogoče najbolj povzame že v prvem stavku. In sicer pravi, za vse Slovence prosim milosti, miru, upanja in pravega spoznanja Boga po Jezusu Kristusu. Kolikor tudi poznamo okoliščine, ki so bile v tistem času, bi lahko Trubar prosil za marsikaj drugega Boga, torej za Slovence, da bi Slovenci dobili. Mogoče, da bi Turki zbežali in da ne bi bilo kuge ali še marsikaj drugega, ampak nekako je razumel, da Slovenci rabijo spoznanje Boga v tistem času in se potem lahko iz tega marsikaj spreminja. In nekako smo videli pravzaprav, da se v 500 letih nič kaj dosti ni spremenilo in da morda tudi lahko Trubar danes nagovori čim širšo slovensko nekako javnost, množice, da pravzaprav človek še vedno ima to osnovno potrebo enako tudi po 500 letih in da še vedno ta temeljna potreba ostaja enaka. Čeprav smo sredi neke recesije, mogoče rekli, da nas najbolj lahko reši nek dober ekonomist ali kakorkoli, ampak bi rekli, da tudi v tem času morda ostaja ta potreba po spoznanju, posebnem spoznanju Boga. Torej, to nas je potem vodilo nekako temu, da je potrebno Trubarja jezikovno posodobiti in približati čim širšemu krogu ljudi, bralcev, da bi lahko ga sami brali. To je bil tudi njegov namen, torej zato je pisal, da se ga bere. In smo nekako rekli, da je čas, da se nekako naredi konec tej krivici, ki se godi Trubarju, da se ga nekako ni obudilo od mrtvih v tem smislu, ali da bi se mu omogočili, da bi tudi v današnjem času lahko spregovoril, kajti, kot pravi naš kolega Vinko Ošlak, Trubar je človek za vse čase in ni bil človek samo za njegov čas, predvsem je pa govoril pač generacijam, ki so bile torej pred njimi in tudi lahko za nas. Lahko rečemo, da je nekako Trubar energijo in pogum, vztrajnost pri svojem delu črpal iz osebne vere v Boga in želje, da bi to spoznanje Boga
kot je imel sam, imeli tudi ljubi Slovenci. Torej, on je v veri v Boga črpal to moč in tudi pogum za delo. Tako upamo, da bomo nekako, da bo Trubar pač s pomočjo našega dela nagovoril lahko ponovno Slovence v času tudi nekako splošne moralne krize, svojo besedo tudi nekako spodbudil ljudi k veri v Boga, brez katere ni osnove za nekako moralne standarde.